Jutro vsem, ki ste v družbi Radia Robin. Dobro jutro. Na polno teče naša akcija Radio Robin uživam, še nikoli si nismo bili bliže in danes gostimo Siddharto, natančneje Primoža in Boštjana. Dobro jutro še enkrat. Jutro. Smo v živo tudi na našem Facebook profilu Radio Robin, tako da nas lahko tudi tam spremljate. Zdaj eno tako mogoče smotano vprašanje. Kdaj ste imeli na zadnje koncert, ampak res tisto pravi? Uživo, s publiku. Ja. Čisto pravi, če gledamo do elektrika, smo ga imeli 2019 decembra. In do danes? Akustiko smo imeli 2020 oktobra, Ja. Pa spletni koncert je bil marca, enako noče. Ja. So zadnji trije. Zadnji trije v zadnjem letu in pol, kako? Hecen je, da se pogovarjamo 2019-2020, tako da... Vse bi morali tudi pri nas nastopati, ne, 3-krat smo že predstavljali. Zdaj upamo, da prihodnje leto spomladi derata, no? V tretje gre rado. Ja. V tretje gre rado in bo šlo. Bo šlo. Pozitivni. Kaj ste počeli, fantje, razen teh 3 koncertov v tem času? Kakšno novo spoznanje, aktivnosti se je dalo zamotiti? Najbrž ja, ne? Če imaš otroke, se da vedno zamotiti, ne? Ali te pa oni zamotijo, ja. Nič kaj posebnega v bistvu, no. Lahko bi več stvari počeli, če bi bilo dovoljen, pa ni bilo, ampak proba smo čim več vanjeti v naravo, kar se tem. Če vreme dopušča, oziroma če nismo bi zaprti. To je bil, kar se nas tiče, cilj. Ne? Kar se pa muzike tiče, pa ja, vsak za sebe je delal, kakor je pač imel na voljo časa. Moramo vedeti, da je, kakor se zdi, da je veliko časa, je tak čuden čas, ker motivacija ni glih na vrhuncu. No, se to je. Ne bomo delati, zakaj delaš sploh. Tako da so to malo taki varljivi časi. No. Bi človek mislil, kako bo to narejen na kupico enih stvari, ampak ja, se nekaj je zagotovo, ampak vsem je za odprtje duha potrebno tudi ne biti omejen, no, kako ne rečem. Ne. Tako da žal so bili pač taki časi, no, ampak je pa po svoje tudi prav prišlo vsaj meni, no, da se je umirila žogca malo, mi smo kar šopali 25 let pravzaprav neprestano s projekt, da se malo zazreš vase, no, pa si tle kaj poštimaš, kakšne stvari, ne, in se mi zdi, da je to prišlo kot naročeno. Zdaj, Siddharta imate tako en zelo, zelo prepoznaven zvok, ne takoj veš, da je Siddharta. Sem pa bral en intervju, zdaj pred kratkim s Tomijem, je pa povedal, da upa, da boste prišli do nekega novega zvoka, ki bo drugačen. Tako me mal... Kaj je zdaj? Boste igrali Oberkraj, ne? Nikoli ne veš, tako stvari, da je to, recimo, ta situacija, ki traja že toliko časa, to bo pustila tudi kakšne posledice na plošči, lahko tudi pozitivne. Vpliva na vse nas, ne, fizično, psihično, kaj se bo iz tega potem rodilo naprej, to bomo pa videli, ne vem, tudi sami se bomo pustili malo presenetiti, kam nas bo vodilo vse skupaj. Dobro, še tako. Ja, pa muzika je proces, ne, tako da mi nikoli nismo se prav rekli, ok, vse Siddhartin zvok je nek značilen, definiran veliko z tobjevim melodiko, vokalom in tako naprej, aranžmaji, ampak produkcijsko pa pravzaprav smo zelo redko rekli, tako hočemo biti, kot smo bili na prvi plošči, ali pa na Air-Haju, ali pa nekaj takega. Tako da tle si puščamo čisto proste roke, ne, in zagotovo je vsak razvijal svoj zvok zdaj vmes in ne vem, kaj bo. Verjetno je to, kar je pomeni. Aha, okej. Zna biti še zelo zanimivo. Ja. Ti imate pa ogromno enih skladb še neizdanih, tja v 100 in še čez gre številka. To bomo kdaj slišali? Ja, verjetno bomo, ne? Tako, ko ste slišali Ledeno, ki je v bistvu bila v bistvu skopana ven, nastala leta 1995 in do 2015 v bistvu je noben ni slišal razen nas, ne? Skladb je ogromno. Pa vsakega časa tudi mislim, ogromno novih, tudi stare, kakšne, ki se niso uvrstile na prejšnje albume ali jih nismo
dodelali, ali ni bilo neke energije, ali nam ni sedel, nikoli pa ne vem, kdaj se to pol lahko tudi kaj predela, spet dobiš inspiracijo, spremeniš kaj in potem lahko izdaš to. Tako da nikoli ni bilo tako, da smo rekli 10 skladb bomo naredili in to je to. Mi imamo za vsak album 30 skladb na voljo in potem na koncu beremo 10, ki se nam zdijo primerni najboljši tiste trenutek. Ali ostanejo v nekem arhivu, ki se lahko kasneje tudi potegnejo ven in izdajo. Pa to tudi ni zanimljivo, da cela skladba s tekstom in z vsem. Gre za, lahko tudi zgolj za nek refren paketico z nekim omlanjem zraven, v smislu nakazovanja melodije, ampak še ni dobila priložnosti, da ga band vzame v roke in jo potem razdela. Naredi Siddhartino, to. Okay. Lani ste na novo posneli vaš prvi album iz leta 1999, 20-letnica je bila albuma. Zdaj, v oziru tega, koliko je danes drugače, če pogledate nazaj, verjetno je danes težje biti originalen, če že ne drugega. Originalen si lahko, vse nekih bendov, ki zdaj nastajajo, oziroma ki so mladi, se mi zdi, da imajo nek svoj prepoznaven zvok, ki takoj veš, da so oni. To ni problema, Jaz mislim, da je težje bolj biti, težje prideti na površino, kot je bilo po mojem včasih. Manj je klubov, kar se tiče Slovenije, več je v bistvu vse muzike iz tujine, ki nas napada iz vseh strani, v pozitivnem in v slabem in v negativnem smislu. In je težko privreti na površje, če nimaš malo sreče ali pa neke dodelane strategije, ker je pa v teh časih sploh danes v bistvu zelo težko. Ja, za biti originalen in preživeti je potrebno biti vztrajen. Se mi zdi, da danes, ker je toliko instant vse nekaj na hiter, če ni narejeno v 5 minutah, je že prepozen. Se mi zdi, da bendom to včasih zmanjka, ta vztrajnost. Mi smo 5 let igrali tam v garaži od spodaj, mislim garaži v kleti, pa vsako priložnost izkoristili, da smo še predstavili folku. Ampak to lahko delaš, ko si star 18, 20, ne vem, ko imaš ves čas na svetu. In to včasih morda zmanjka, se mi zdi. Plus, kot je Boštjan rekel, dejansko je razdrobljena scena zelo, ni profiliranih nekih usmerjenih uredniških radijskih postaj, da bi imel sam za rok nekaj, take stvari. Se mi zdi, da to malo manjka, da je bilo, ko smo mi začenjali, mogoče malo bolj prijazna scena z videospotnicami, če se spomnite, in tako naprej so neke oddaje sobotne noči na nacionalki. Tako se mi zdi, da se je tudi, govorim zdaj za roka, tej branži posvečalo nekaj pozornosti. Nacionalno si se lahko izpostavil v nekih oddajah, ki so bile takrat se mi zdi pri ljudeh priljubljene in so gledali te stvari. Je pa res, danes moš pa neke drobtince skozi iskati, kje boš lahko prišel ven, da te bo čim več ljudi videli. Se mi zdi, da je težji danes. YouTube, recimo, vsak lahko gleda, vsak lahko uploada, vsak lahko objavi, ampak je toliko teh enih stvari, da nekemu po mojem, ali pa sem jaz že malo star, poprečnemu nekemu poslušalcu pa gledalcu je ta napad z vseh front, se mi zdi, da ti malo, vsaj mene kar malo odvrne. Povim jaz, ko ebete, preveč je tega, Ker včasih se prepustim in brsam in štartam z nečem, končam čisto nekje in na koncu ne vem sploh, kaj sem poslušal ali pa gledal. Mislim, se zubiš noter vsem tem. Preden nadaljujemo z debato, Primož in Boštjan iz zasedbe Siddharta ste današnja jutranja gosta na Radiu Robin. Izbrali ste skladbo Ledena, ki jo bomo zdaj tudi slišali in pa seveda videli tudi videospot. Če se nam priklopite na naš Facebook profil Radio Robin, nas boste slišali in videli. Gremo z Ledeno. Look
so tvoje barve srca prelepe za oba. Ne moram stran od oči, preveč boli. Ne moram stran od srca, bojim se, da bi šla. Potem naenkrat se ne najdem besed. Ko te vidim, da greš mimo mene, ja ne moram te objeti. Vedno bolj v glavi razbija in zvija telo. Ko je slika ogledalo nekaj, kar ne rabim razumeti. In v nama ledenijo solze, pa bi morale zavreti. Že dolgo je, kar ne spim, stoje, bedim. Se nastavljam zvere, ne pijem in ne jem. So tvoje barve srca preveč za naju dva. So tvoji biseri v očeh pretemni za ta greh. Spet naenkrat se ne najdem besed. Ko te vidim, da greš mimo mene, ja ne moram te objeti. Vse bolj mi v glavi razbija in zvija telo. Ko je slika ogledalo nekaj, kar ne rabim razumeti. In v nama ledenijo solze, pa bi morale zavreti. Mislim, če bo usila. Siddharta in Ledena na Robinu v akciji Radio Robin v živo. Še nikoli se nismo bili bliže. Danes Primož in Boštjan, kot rečeno, iz Siddharte. Smo pogledali lepo to do konca in tudi slišali smo v živo na našem Facebook profilu Radio Robin. Skoči nas pogledati. Ja. Fanta, mene ena stvar zanima. Jaz sem imela eno sošolko v srednji šoli, ki vas ni mogla prehvaliti. Eden lepši kot drugi, da ste bili. Hodila na vse vaše koncerte, skratka, lik, da ni omedlela, kadar je govorila o vas. Me zanima, če imate kakšno sočno zgodbico iz strani oboževalk. Ne, zdaj, tišina, veš? Včasih nisem imel koncertov. Ne. Sočna zgodba.
Ja. Take ponovadi niso za ujeter. Eko, ja. Pa še otroci so po konci ob tej uri, ne? Že po koncu, še po koncu, ja, tako. Glede na to, da je bil šolka v srednji šoli, lahko verjetno ima danes otroka, da ne govorimo o teh stvarih. Ne, bile so, seveda, da so bile. V mladih letih, mislim mladih letih, 15 let nazaj, še to bolj kot danes, se mi zdi. No? Ampak ja, no, to ne bomo še zdaj v detajle. Ne? Kakšna zanimiva Facebook sporočila. Kaj še nekaj Facebooka, kaj smo mi Kaj smo dobili še pisma ta navadna, kaj bomo apeli v fan klub. A veš, koliko je bilo dobro, kad si šel na koncert, pa ni bilo telefonov v zraku, so bili kaj tako. Je prav in drug cajt, ne, pa niti ne tako dolgo nazaj. Ne. Pa tudi, če si kaj naokrog šel, te niso bili takoj lahko poslikali, ker nima vsak fotoaparate samo, pa tako. Lepi čas. In takrat v bistvu smo se več pogovarjali. Danes se pridejo fani slikati, pa podpise. Pa tako. Takrat se mi pa zdi, ker ni bilo tega, so se pač malo posvetili, pa malo pogovarjali. Mislim, moram reči, smo kar s fani vzgajamo, mi kar en tak lep prijateljski odnos. Pravzaprav. Vedno smo na voljo po koncertih, tudi prej, ne, če je le priložnost, se pogovorimo malo, se stikamo. Pač se ne zapremo, kaj je backstage od zadnji in se ne družimo, ampak vse, zelo radi. Tudi z mnogimi smo pravzaprav tudi stkali neke te prijateljske vezi. Tudi pojmujemo kot naša familija, pravzaprav rock'n'roll familija, ker vi imate akcijo brez mene ni tebe, ne? Brez tebe ni mene, tako Ja, že. brez tebe ni mene, ja. Tudi brez njih ni Siddharte, ne, v končni fazi. Tako da, brez vseh, brez cele scene pravzaprav. To je tako sobivanje in sožitje, tako da... Evo, ena taka zanimiva, no, da je prišla pred leti punca s fasciklom, ali celo 2 fascikla, no, me je prinesla, me je pokazati, sem rekel, kaj pa je to, je rekel, to so pa vsi moji koncerti, na katerih sem bila, sem rekel, Madonna, si bila na kar velikih koncertih, povej, kje pa vse si bila, ne, to je samo od Siddharte. Lajla, takrat, ko prinesete fascikle, je bila na 100. koncertu našem. To se mi zdi... Pove dosti, ne. To res pove dosti. Ne vem, po mojem si bila večkrat na našem koncertu, kaj jaz. Ne, to se mi zdi zelo zanimivo. Ja, to je zelo hard fan, v bistvu. Fanta, glede pa na tudi vas je 5 v skupini. A se kdaj skregaste oziroma kako pol? Kdo je tisti glavni mirovnik pri vas? Sedaj se skregamo, kdo se pa ne, ne? Če se ne bi bilo čuden. Odvisno, kdo se skrega, no? Mirovnik je ponovadi, kaj pa vem, no, pa se skregamo, pa se zelo hitro, se mi zdi, bolj poštimajo stvari spet nazaj. Ponovadi je kreativno, pa ne, to ni kreganje, ne, to je pač, se mnenja krešajo, ne, da se ustvarja muzika, pač vsak ima neko svojo vizijo in kar pač vam pride pa na koncu je tisto, s čimer smo pa vsi zadovoljni, ne, zdaj smo le 5-članski band, ne, kjer ima vsak avtorsko je angažiran, ne, in ni pol neke ti gre to, ampak vsak želi z svojim inštrumentom narediti svoj pečat, ne, tako da tle se morda pol neke nestrinjanja zgodijo, no, da bi se pa zdaj skregali tako, pa zamerjam rekel, ne bi 25 let držali. Ne bi bili, ne. Ti, zdaj, preden se poslovimo, še kakšni so zdaj plani za naprej? Ustvarjate zagotovo na polno. Koncert se bliža na Radiu Robin. Kaj vam je obljubil Krek, kaj? Ja. Ravno danes imamo spet po, rečemo, enem mesecu ali koliko vajo. Mislim, srečavali smo se, seveda vmes, ampak tako, da se, ajde, da vidimo, še znamo malo za dušo zaigrati, pa se prepraviti, če se čez poletje kaj slučajno odpre. Da bomo na nizkem štartu in da bomo vedeli, pa demo. Naprej pa zagotovo imamo, material bomo šli snemati, samo vprašanje je, kdaj bo moment, ko bomo vedeli, zakaj ga delamo. Tako ne.
Mnogo plošč se zdaj naredili, se mi zdi, pa čakajo tam, kdaj bo lahko predstavili. Mi smo že le živ band, mi smo radi na odrih, tako da in tudi tam najrajši predstavimo ploščo. Ne, tako da, če tega ni, potem ta motivacija se... Ja, pa nam manjka nekaj pol, ne moč plošče izdati in biti samo Ta primer. cikl, ustvarjanje, izid, koncertna turneja, ne, torej, če nekaj v tej klobasi manjka, ne, ni popolna. Ne. Boštjan in Primož, hvala, ker ste si vzeli čas za nas in za naše poslušalce v naši akciji in da bi čim prej zopet stali na odru, lahko rečemo. Tako. Hvala za vabilo in tudi vam za čas. Upam, da se čim prej vidimo na odri spet. Ja, če ne prej spomladi drugo leto na koncertu na Robinu. Ne? Tako. Prej pridemo te vaše koncerte. Zagotovo pa spomladi pri vas. Bote lepo, uživajte. Ajde. Živijo. Radio Robin uživa. Še nikoli si nismo bili tako blizu.